v naši sredini. Najprej z veseljem pozdravljam našo današnjo gostjo, oziroma gosti sta kar dve, in sicer Saro Kocijančič. Dobrodošla med nami. Hvala. In seveda tudi psička Liza, labradorka, ravno kar sem zvedla, da se sam boji po stopnicah gor hoditi, pa je stara komaj, mislim, 6 let je stara. 8 bo decembra. 8 narobe razumela. Sara, mogoče, jaz sem seveda vas nisem poznala, niti nisem vedela, da pri nas obstajajo lovci na tartufe. V bistvu sem bila že na začetku ob gledanju tega filma, najprej, pa se bom potem še enkrat dotaknila tega filma, ampak prav presenečena nad nazivom, da se reče temu, ko iščeš tartufe, lov na tartufe. Ja. Ne vem pravzaprav, kako, najprej sem mislila, kako je to nenavadno prevedeno, potem, ko sem šla to raziskovati, sem videla, da se dejansko tako reče, čeprav je v filmu naslov Iskalci tartufov. No pa vendarle, kako da se temu tako reče? To je, se strinjam, naziv je zelo čuden, ker v bistvu tartufov ne loviš, nisi lovec, da greš s psom loviti živali, ampak jih iščeš, no, ampak ja, izraz izhaja iz angleščine, torej truffle hunter, in tako se je potem tudi v slovenščino prevedlo, najbrž zato, ker vseeno ni nobene garancije, da boš kaj našel, in morda zaradi tega, no, ker itak pa tudi rabiš, potrebuješ psa, potrebuješ pomočnika, tako kot v bistvu pri lovu. Tako. To potem izhaja iz tega. Zdaj, danes sem se nekako zamislila, ne, da gremo malo z tega drugega konca, da se najprej mečkam posvetim naši gosti, zato ker pravzaprav je to res nenavadno, jaz sploh nisem vedela, da obstaja tak poklic pri nas, ne. No, zdaj, ko sem to malo prebirala, seveda sem prebrala, da ste vi to, vsa ta znanja, ki ste jih pridobila od vašega očeta Zdenka. Prebrala sem tudi to, da do leta 2012 pri nas ni bil možen lov, profesionalen lov. V bistvu do 2011. A do 11 celo. Tako. No in kako, sploh pravzaprav ne vem, kako je to, zaradi česa je to tako bilo, pa mogoče na kratko poveste, kako je to bilo recimo potem z vašim očetom, a ne? Ja, to do takrat ni bilo regulirano, torej je bilo nekakšna uradna verzija naših lovcev na tartufe tukaj v Sloveniji je bila, da so potem tartufe ne da so našli, ampak da so jih kupili, bodisi v Italiji, bodisi na Hrvaškem. In je bilo vse skupaj res neregulirano. No. Potem 2011, ko se je naposled to uredilo, pa so si potem lahko tudi tisti, ki so se odločili s tem profesionalno ukvarjati, odprli tudi SP-je oziroma podjetja in potem to prodajati po legalni poti. No. Pa je teh iskalcev tartufov pri nas veliko? Okrog 25, ne iščejo pa vsi tega, ne delajo vsi tega za preživetje, ampak nekateri to počnejo za hobi, poleg redne službe. Tudi jaz, na primer, imam redno službo, pa potem to počnem še za hobi. V bistvu pred korono sem si odprla SP na tem področju, potem pa sem mogla malo spremeniti načrte zaradi situacije. No. In kako je potem, Sara, to bilo, a ne? Se pravi, vi kot majhna deklica ste pač spremljala kdaj očeta na teh pohodih, po gozdah? Živite, a ne, blizu Mrezih, v vasi Kruške? To še vedno? Ja. No in tudi, zdaj film, ne, zdaj pa če greva mečkam k filmu, mogoče vi poveste nekaj vtisov po gledanju tega filma, a ne? Kako ste ga pa vi doživela? Tako bom rekla, zelo me je navdušilo to, da možakar, 87-letni možakar še vedno išče tartufe, tudi da je v bistvu še kar gibčen pri njegovih letih in res v dobrem fizičnem stanju in po eni strani sem si sebe predstavljala, kakšno bom na ta leta, ne, in kako bom jaz, če bom tudi jaz še vedno iskala, če mi bo mož, partner težil, po domače povedano, naj ne hodim več iskati tartufe, da zdaj sem pa že dovolj preiskala, tako da, ne vem, se bom pustila presenetiti glede tega, mi je pa bilo res zelo so me navdušili v bistvu te ljudje, res da še po tolikih letih še vedno vztrajajo pri tej svoji strasti. Ja, pravzaprav je ta film dejansko po eni strani, a ne, nekaj izvemo seveda o načinu, a ne, iskanja tartufov, po drugi strani stopamo v to prečudovito naravo, mislim, fotografija je izjemna, glasba tudi, no, so pa res te liki, te ljudje, ki jih spoznamo skozi film, res nekaj nenavadnega. Vsak zase je zelo samosvoj. Tako. Pravzaprav zelo samosvoj v tem smislu, da ima neke jasne načine preživetja in hkrati gre tukaj res za veliko povezano s psom.
No, in to, kar sem vas prej vprašala, me zanima, kako je bilo to, ste bila vi že majhna, pa je oče že imel pse vzgojene na iskanje tartufov, ali kako je bilo s tem? Ja, oče se s tem ukvarja že 28 let, Aha. tako da v bistvu, odkar sem se jaz rodila, takrat se je s tem začel ukvarjati. In res, že odkar se jaz spomnim, smo imeli pse za iskati tartufe. In niti ne vem, kdaj sem pravzaprav šla prvič za očetom, ker res, odkar se spomnim, vem, da sem bila že zelo majhna, ko sem šla z njim. Takrat je imel on tudi zelo, zelo dobro kondicijo, ker je ogromno prehodil. In se spomnim, kako sem bila tudi utrujena na koncu, ker sem šla enkrat toliko z njim, vsako toliko. In on pa res vsak dan, še posebej med sezono, zelo, zelo dragih belih tartufov, ki smo jih videli tudi v filmu. In takrat res greš toliko pogosto na lov na tartufe, kot le zmoreš, kot ti čas dopušča. In res on je dobesedno tekel v hrib. Neverjetno. Tudi tukaj v filmu smo lahko videli, jaz temu gospodu rečem kar bobnar, ne, tak je bil najbolj dinamičen, ker je pač še bobnal zraven. No, in v bistvu kakšna dinamika je to. Hkrati, seveda, tukaj so to že vsi tej starejši gospodje, tudi gospod Kamaberbo, Karlo je tak, je star 87 let. Aurelio, ja. On je star tudi 82 let. Skratka, seveda imajo vsi palce, da si pri tej hoji pač pomagajo, pač pri vzpenjanju v hribe. Mogoče še to. V tem filmu seveda nekako je pač vsi te bele tartufe nabirajo, jih iščejo in prebrala sem, da so te tartufi, a ne, iz Albe nekako najbolj cenjeni, slavljeni. Zdaj pa tudi, a ne, zdaj tudi to sem brala, ko sem se pripravljala. V Sloveniji so pač marsikje tartufi, beli tartufi so pa samo v slovenski Istri. Tako je, ja. A je tako? Tako. No, in tudi recimo sezona lova je pravzaprav prav zdaj od septembra pa do kdaj je? Do januarja, uradno od 15. tartufov. septembra do 15. januarja, se pa mogoče že prve tartufe bele najde že avgusta, pa mogoče zadnje tudi februarja, ampak to res mogoče tu pa tam, no. Pa to, kar smo videli pri temu, se pravi Karlu, ki je pač tak strasten ljubitelj, se pravi gozda in v bistvu je tudi zato rad hodil po noči, da je slišal sovo. In je to tudi pri nas tako, da hodite tudi po noči? Ja, še posebej za bele tartufe, ko iščemo bele tartufe, želiš prehiteti konkurenco, seveda. Aha, gre za to. Gre za to, zaradi tega, ker tartufe boš našel, kadar začnejo dišati. Kadar spustijo vonj, to pomeni, kadar so dozoreli. To je lahko ob enih zjutraj, lahko je ob enih popoldne, 5 popoldne, nikoli ne veš, kdaj bo to. Aha, koliko časa pa, mislim, a je to zelo kratek čas? Ne, rastejo par mesecev, ampak pes ga ne bo zavohal, ne, dokler ne začne dišati. V tem je stvar, da v resnici šele, ko začne dišati, ga pes lahko zavoha. Tako. In to sem izkusila tudi na lastne oči, sem imela priliko to videti pred 4 leti, če se ne motim, ko psička je našla bel tartuf, je začela kopati, ko veš, da je pes našel tartuf, in slučajno sem pogledala približno 20 cm stran na desno in sem videla vrh še enega tartufa, ki je bil izven površja. In psi so hodili po njemu in ga niso zavohali. Ker še ni dozorel. Ker še ni dozorel. Jaz sem ga vseeno izkopala in naslednji dan je začel šele dišati v hladilniku. Neverjetno. Ja. No, s tem vonjem, ne, je pravzaprav nenavadno. Seveda zdaj, mislim, da večina med nami ni zdaj tako, da bi ne vem kolikrat že jedla tartufe, a ne, še posebej ne tako, take sveže pa naribane. Ja, zdaj pač imamo, a ne, lahko se kupi razne te tartufade, pa z oljem pomešano, pa tako naprej. Vendarle pa ni to tako običajna jed in seveda, ko ob ogledu tega filma se zaveš, kako težko je to najti, kako težko pravzaprav, kako je potem to nekaj res ena specialiteta, ker je tako zelo redka. Je seveda poznana že v času Rimljanov, a ne, so to pač imeli kot ene vrste afrodizijak, skratka cel kup enih legend v zvezi s tem, na kaj to vse vpliva. Je pa to nekaj, ta gomolika je res nekaj posebnega, ne. Zdaj tudi videli smo v filmu različne te preprodajalce, se bomo potem še malček dotaknili tega, recimo, trga, ampak hkrati smo videli tudi to, da se, recimo, pri teh nabiralcih, a ne, ni bilo tako, da bi jih pol gledali, kako doma jejo tartufe, pa recimo živijo zelo, zelo preprosto življenje, vsak mal na svoj način, a ne, ampak recimo, kaj pa vi, a vi pa
imate običaj potem tudi jesti? Tudi ne zelo pogosto. Ko imamo mogoče kakšne prijatelje na obisku, včasih, ko res ne veš, kaj skuhati drugega, že ker imamo na Pa da je dosegu nekaj roke. posebnega. Tako, ampak ne, zelo poredko. Recimo letos nisem še jedla belega tartufa, bom mogoče počakala še kakšen teden, tudi da bodo res dobre kvalitete, ker na začetku običajno tudi ta prvi nimajo še tega močnega izrazitega vonja. Tako da recimo med sezono belih tartufov, če ga mogoče jem dvakrat, je to že precejno. Prebrala sem tudi zdaj, da sem majčkeno samo še posvetiva vaši psički, da pravzaprav je začeti treba z vzgojo, ne, psov, ki potem postanejo nabiralci, že zelo, zelo zgodaj. Kaj to pomeni? Že takoj, ko se začnejo sami prehranjevati, pri 2 mesecih približno, jih treba navajati na ta okus in vonj tartufa. Da v bistvu že takrat se naučijo, da je to nekaj dobrega, da to povežejo s hrano. Tako da res, če je res nujno potrebno, da začneš jih trenirati, ko so majhni. In ta trening potem traja kar par let, da se osamosvojijo, ker tudi na začetku so zelo, zelo otročji, se ne skoncentrirajo samo na iskanje tartufov, ampak na vse praktično. In tam pri nekje okrog 2-3 letih se šele osamosvojijo potem. Kako pa se doseže to, da jih pol pa ne jejo, če jih morajo na začetku Ja, pri nekaterih psih to uspe, pri nekaterih pa tudi ne. Recimo ta najstarejša psička, ki jo imamo trenutno, ima 11 let pa pol in ona obožuje tartufe in je mešanka med labradorcem pa border colliem. In ona nekako točno ve, kdaj si dovolj blizu nje, kadar najde tartuf, da ve, da boš prišel do nje pravočasno, preden ona pride do tartufa in če ji rečeš počakaj, bo se ustavila, bo počakala. Če pa recimo si ti daleč, približno 20 metrov, naprimer, da ni raven teren, torej da je bolj hribovito, točno ve, da nimaš časa priti do nje, da bo ona prej prišla do tartufa in tudi, če boš govoril počakaj, ne ga pojesti, bo prišla do njega in ga bo pojedla. Tako da takrat nisi preveč zadovoljen. Si mislim. Pa recimo zdaj, v tem filmu moram reči, jaz ne vem, seveda imam rada živali, ne, tudi mi imamo doma psa, ne, se me ta odnos pravzaprav do psov, poleg tega, ne, ta hoja po teh gozdovih, po teh, pač vse te pokrajine so res tako neizmerno lepe, ampak se me ta odnos do psov mogoče res še posebej dotaknil in tukaj se vidi tudi eno sožitje, ne, med temi lastniki psov, da pravzaprav gre res za eno tako, ne v smislu zaslužka, ampak za eno veselje in strast pač to početi. Seveda, tudi če recimo nimaš rad živali, tega ne boš počel. Moraš res imeti rad pse, rad biti v njihovi družbi, tudi Liza, kot vidite, ima rada družbo ljudi. Zelo. Se sprehaja od enega do drugega. Tako da res mora ti biti to nekaj lepega, da greš v naravo s psom in sicer je res, če ne najdeš nič, si žalosten, si razočaran, ampak tako pač je. No. Ko pa najdeš potem tartufe, si zadovoljen, še posebej, ko najdeš velike tartufe, pse seveda nagradiš vsakič, kadar najdejo tartuf z hrano. So taki posebni priboljški prav za te prilike? Mi jim damo pasje priboljške, take v obliki kosti, srčkov, take zadeve. Včasih smo tudi vzeli kruh. Recimo, kadar je oče, ko sem prej omenila, da je dosti ur preživel v gozdu, takrat je šel tudi po 16 ur na dan in takrat je v bistvu tudi nahranil pse, pravzaprav, ko je iskal tartufe. Spravi, ko je prišel domov, jim ni dal za jesti, ampak ko so najdli tartuf, so dobili ogromno količino, da so se v bistvu že tam potem najedli. Tako. No, mogoče bi pa zdaj vendarle vas povabila k besedi, da date kakšen odziv najprej na film, vprašate Saro kaj, komentirate, karkoli želite. Mogoče je to zdaj trenutek. Ja? Jaz bi prosim vprašal, ali je še kje, da iščejo tartufe s prašiči? V Sloveniji definitivno ne. Ne bi točno vedela za Italijo, nekje sem sicer prebrala, da tudi v Italiji ne iščejo več s prašiči, pa tudi na Hrvaškem ne, drugod po svetu pa ne bi točno vedela, ampak mislim, da so skoraj da vse povsod psi že nadomestili prašiče, ker prašiče je težko ustaviti, kadar najdejo tartuf. To je v bistvu problem.
Imajo pa v bistvu celo boljši vonj prašiči kot psi. Tako da enkrat sem predlagala očetu, da bi imeli vietnamskega prašiča za iskati tartufe, torej tiste majhne, pa je rekel, da ne, da je v redu, da imamo pse, da nam ni potrebno imeti še prašičev. Še kdo kaj? Kako? Kako je pa s črnim trgom tartufov na Kitajskem, pa to, kaj veste o tem? Na Kitajskem ne vem točno, kakšno vrsto tartufa imajo. Ker jih pravč gojijo ali nekaj takega, sem brala eno Tako se da tudi gojiti tartufe. Niso pa te plantaže sicer vedno uspešne. Uspešne so ponavadi z enim vodičem, sem enkrat govorila, ko je bil v Španiji, pa so mu dejali, da nekje v 70 do 80%, da so uspešne plantaže črnega tartufa, belega pa je dejal, da so mu dejali, da samo v 10% je bilo to uspešno. Tako da z plantažami obstaja to tveganje, da ne boš v bistvu zaslužil niti tisto, kar si vložil notri. Če pa bo drevo začelo proizvajati tartufe, bo pa šele okrog 7 do 8 let po tem, ko si ga v bistvu posadil oziroma okužil z tartufom. No zdaj, kar se tiče... pardon, nisem vas videla. Eno vprašanje samo, a je to tako kot recimo z drugimi gobami? Enkrat je, enkrat ni, recimo jurčki, recimo ne vem, nekje na Dolenjskem, eno sezono so ali pa eno obdobje so, drugo leto jih ni, ali kako, ali je to vedno boste našli tartufe na istem mestu, ali ne zdaj, jaz jih ne bom šla iskati, samo tako, a je to zanesljivo, da bojo spet, ali je to ne vemo nikoli, no, to me zanima. Tako, med sezono določene vrste tartufa se vedno vračamo na iste lokacije, tako kot za gobe, ja. Torej recimo sezona črnega poletnega tartufa, ki raste tu pri nas v največjih količinah, je od aprila do nekje oktobra. In v tem času se na določene lokacije vedno vračamo, ne najdemo pa vsakič tartufov tam, ne. In zna se zgoditi, da mogoče drugo leto tam ne bo nič, ali pa mogoče zelo malo, lahko bo tretje leto spet ogromno tartufov tam, na to nikoli ne moremo vplivati, ne moremo vedeti. Recimo 2 leti nazaj mi je oče pokazal eno novo lokacijo belega tartufa in ko sva hodila proti lokaciji, mi je dejal, 5 let že nisem tu našel nič, ne vem, če bova kaj našla. Sva prišla na lokacijo, našla en lep tartuf, mislim, da je imel nekaj več kot 300 gramov. Žal je bil zgornji del pojet od polžev, lazarjev, tudi oni radi jejo tartufe. Lani sem potem tudi se vračala na to lokacijo, sem našla nekaj kosov, letos pa recimo nič. Tako da ni nujno, da vsako leto ne najdeš na neki lokaciji in potem lokacije tudi s časoma izginejo, nehajo proizvajati tartufe, nastajajo pa vedno nove tudi, no. Zdaj, seveda tukaj videli smo, da je kar veliko hrasta, recimo bilo po teh gozdovih, ki je bil film posnet, ne. So to tako kot recimo podobno, kot pri teh gobah, pri jurčkih, da približno veš, na katera so tista območja, kjer je treba iskati? Ja, tako, dostikrat se orientiraš tudi po drevesih, tudi po hrastih. Jih imamo tam pri nas v Slovenski Istri, jih imamo res ogromno. Potem tudi so lahko tole topoli, bresti, gabri, leske, lipe, črni trn, v bistvu ogromno vrst dreves. Tako da najboljše je, da se odpraviš v gozd, hodiš po gozdu, raziskuješ in kjer boš potem našel tartufe, veš, da je potem tam lokacija. Pa kako to Sara zgleda? Zdaj se v filmu smo videli, ne, ko pes začne kopati, potem pride lastnik zraven in pomaga. Imeli so tudi ene take kot ene grabljice, a imate to sabo morda vi? Jaz sem prinesla danes Da vidimo, kako to zgleda. In a to potem tudi zares tako zgleda? Prva recimo, da Liza to najde, takoj, ko vidite, da začne kopati, se ji pridružite in pomagate. Tako, jo ustavim, samo malo, da potegnem. Evo takole, izgleda to. Torej tako, kadar pes najde tartuf, ga je treba ustaviti, da ne poškoduje tartufa, ker če pes poškoduje tartuf, oziroma če ti poškoduješ tartuf, bo tudi cena tartufa potem nižja, kot dejansko bi lahko bila. In zaradi tega, kadar pes začne kopati, ga ustavimo in potem kopljemo vse naokoli v bistvu, ker pes koplje direkt nad tartufom.
in potem moramo okrog kopati, ker nikoli ne veš, Da ga ne poškoduješ. tako, koliko bo velik. In sem prinesla še en črn pa en bel tartuf, Aha. da lahko In Sara, vidite. to, kar ste rekla, zdaj boste pokazala. Tukaj smo v filmu videli tudi ta mal mlajši prodajalec, a ne, ki je govoril, ne morem vam po telefonu povedati, kakšen von je. Ne. V bistvu se videli, da zares uživa v tem, ko jih Tako, tipa, kako jih je. ko jih voha, Tako. ko jih pravzaprav, da ga res navdušuje. A je to, dobro, tudi videli smo pa tistega, ki se mi je zdel bolj tak bogataš, takaj tudi jedel Tako, potem ko jajca je- s tartufom, tako, ne. ja. Ki je bil v bistvu kot en, pač tudi na teh licitacijah in tako. A to pomeni, večji, ko je tartuf, bolj je dragocen? Ali Tako, bolj dragocen je, pravzaprav pa okus je- tartufa je vedno enak, Ja, no to. ampak cena se razlikuje glede na velikost. No, ampak Tako. če bi rekel 3 majhni ali pa eden velik, je to potem približno isto, ne? Približno isto, ampak cena je pa drugačna. Aha. Tako. No, ampak Tudi ta- če je v bistvu te 3 mali, če isto tehtajo kot ta eden velik. No. No in zdaj, če nam pokažete ta razlika med belim in črnim tartufom, jaz sem to prebrala, cena je pri belem 3-krat, 4-krat višja kot Kar 10-krat. A 10-krat, Zdaj no. imam enega majhnega, pa enega velikega to črnega. črni, recimo ja, to pomeni, gre se črne barve, ki ga v dozuni pač Tako, gledaš, zdaj, ne? ko se ga očisti, se pravi, se ga skrtači pod mrzlo vodo, je prav črn. Zdaj je umazan od zemlje, ker načeloma se tartufe opere pred uporabo, ker potem, kadar jih opereš, se malček skrajša rok trajanja. Evo, lahko vam pa še tega. In recimo tu pri teh dveh Jo, ima pa tartufih, res močen von. Bom pa... kar se lahko, A lahko tudi, dam? seveda. Jo, to je pa tako Črni težko. bolj po zemlji, Po zemlji, ja. Tako. Jaz to nisem še nikoli vohala, veste, tako da ima pa izrazito, bom kar dala na krog, to je pa prav nenavadno. No? samo paste, da Liza ga ne dobi v gobček. Evo, tako. Kaj Evo, zdaj pa takega? še belega. Tako imam 2. Aha, ampak mislim, oba dva imata zelo izrazito. Zna vonj. biti, da se je zdaj, glede na to, da so bili v isti vrečki, oziroma da je tudi črn tartuf malček zdaj dobil vonja od belega tartufa. A drugače od belega tartufa bolj izrazit. Bel tartuf ima približno 10-krat bolj izrazit vonj. Tako. A, Zato tudi take razlike v ceni, ker recimo beli tartufi stanejo več 1000 evrov na kilogram, črni pa par 100 evrov na ja, ker kilogram. tle v filmu smo videli tam do 4500. Tako, a ne? tako. Zdaj, a pa je tudi pri nas tako, kot smo v filmu videli, da recimo on je kupil za tretjino tiste cene, ki je potem na trgu prodal, ta mlajši prodajalec. Tako bom rekla, mi iščemo pa prodamo tartufe, včasih, če ne najdemo dovolj, tudi kupimo od naših prijateljev, ki tudi iščejo tartufe, ampak običajno ne plačaš samo tretjino. No. Ne vem sicer točno, kako je praksa v Italiji, če je morda res vedno tako. Jaz zdaj voha tartuf. Pri tem okusu, a ne, da redko kdaj se zgodi pri hrani, da je von zelo podoben, kot kar polka okušaš. Ja. Ja, Ne, to je prav- pri belemu tartufu je res, naprimer, kadar narediš eno jed z tartufi, če narediš s črnimi, se običajno se doda še nek proizvod s tartufi zraven, da malo pojačaš ta okus tartufa, ker črni res sami po sebi niso zelo močni, bel tartuf pa samo tartuf se uporabi in nič drugega, ker res potem okusiš tisti pristni okus tartufa. To pomeni, da je tukaj tudi razlog, zakaj je pač beli Tako. tartuf toliko bolj dragocen, Tako. tudi v tem materialnem smislu. A Pa ne? tudi ne najde se jih v ne vem kako velikih količinah. A črnih se pa več. Črnih malo več, ja. Aha. Recimo na eni lokaciji, če imaš srečo, če je seveda tudi sezona malček boljša, lahko tudi pol kilograma, ampak to je res, da je dobra sezona, no. Beli pa morda enega, 2 na lokaciji, če najdeš. Mogoče, Sara, zanima me, vi ste rekla, hodite tudi po noči. Tako je. 25 vas je v Sloveniji iskalcev, nabiralcev, lovcev.
A to pomeni, da imate recimo skupne terene ali imate kaj tudi, tako kot v tem filmu, recimo se je celo izkazalo, da nekateri prav v svojih gozdovih nabirajo, a ne? A to pomeni, da pač je tudi tako to malo varovana skrivnost, vsej tudi pri teh običajnih gobah, a ne, nadzemeljskih, pravzaprav ne pove vsak gobar, a ne, kje ima Seveda, svoje da ne. terene, je to nekaj, to poznamo pravzaprav vsi, ampak a to pomeni, da si lahko hodite tako rekoč v zelje, ali kako? Pravzaprav ja, pri nas je situacija malček drugačna kot v Italiji, kot ste omenila, hodijo po njihovih terenih, tu pa gremo vsi na vse terene, tako na privat kot na državno posest. Seveda, če je zagrajeno, ne boš šel, ker ni želiš nobene škode delati ali ne vem, preplezati ograje ali kakorkoli. Če pa bi ti recimo lastnik rekel, tudi če ni ograjeno, naj ne hodiš na njegovo posest, tudi ne bi šel, ampak načeloma nihče nam ni do tega rekel, vsaj meni in očetu še do sedaj. Če pa bi, saj pravim, ne bi šel oziroma bi mu proval tudi kakšen tartuf mogoče dati, ki bi najdel na njegovi zemlji, pa bi ti mogoče dovolil. Se pravi, gremo vsi na vse in zato tudi to vstajanje po noči, ne, tisti, ki prej pride, prvi najbrž tudi najde, če je seveda tartuf takrat že dozorel. Se pravi, to je res odvisno od te dozoritve, kaj pa to recimo pri gobah, a ne, teh nadzemeljskih je tako, pač najdeš lisičko, pa še okrog malo pogledaš, če je še kje kakšna, ne? Tako, a je tako. tukaj tudi tako, da recimo, če najdeš recimo enega, je še v tej bližnji okolici modro pa še Zna iskat? biti, ja, tako zna biti. Torej, kot sem rekla, rastejo na istih lokacijah in ne boš takoj, ko prideš na lokacijo, šel stran, se boš najprej malček ustavil, običajno tudi psi najprej prevohajo, če so bili drugi psi, tako da se treba vedno malček ustaviti, da psi prevohajo lokacijo, če je manjša tudi 2-krat, 3-krat, da obdelajo celotno lokacijo. Pri belih pa še posebej se še dodatno ustaviš, ker jih je toliko težje najti, ker so tudi globlje pod zemljo kot črni tartufi. Zdaj, vi imate več psov, koliko imate vi v družini? 5. 5 psov. Recimo, če greste vi sama na lov, a to pomeni, koliko psov potem vzamete? Za črne tartufe maksimum 2, Aha. ker, kot sem omenila, lokacije so majhne in če je dosti tartufov, ne morem kontrolirati več kot 2 psa, še 2, če jih je dosti, težko. Za bele pa lahko 3, tudi 4. Tudi če ste sama? Tudi če sem sama, ker jih ne bojo našli, sigurno ne bodo našli 4 tartufe naenkrat. No. Se pravi, je pol treba samo tisto psičko. Ja, tudi to sem prebrala, pa tudi vi imate zdaj Lizo, a ne? Da psičke so nekako bolj primerne zato, ker jih ne motijo toliko druge vonjave oziroma nekako se bolj posvetijo res iskanju. Ja, samčki, pri njih je ta problem, da priporočljivo je, da so kastrirani, zaradi tega, ker kadar se samičke gonijo, takrat ne razmišljajo več samo o tartufih. Ja. Takrat imajo še druge stvari po mislih. In samičke pa tega problema nimajo, ne? Ja. Tako da one tudi, ko se gonijo, pravzaprav iščejo še vedno normalno, zato mogoče manjše tveganje. In samčka, če ga pa kastriraš, pa vseeno je to tveganje, da se bo mogoče polenil, izgubil motivacijo, poredil. Ni nujno seveda, zna se pa zgoditi. Tako da mi recimo trenutno imamo 4 samičke in enega samčka in to je pravzaprav naš prvi samček do sedaj. Nismo imeli do sedaj nikoli samčka. Je kastriran, ima 1,5 leta in ni se nič poredil, tako da verjetno bo v redu delal. No. Ampak to pomeni, Sara, da vse te psičke in zdaj še tega psa ste vi sami vzgajali za to? Ali so kakšne šole za to? Tega samčka, ko ga imamo, ko ima 1,5 leta, ga uči naš prijatelj, ker ima še enega psa, ko je tudi mlajši, pa da ima ta družbo, tudi ona 2, da se skupaj še učita. Drugače pa smo večinoma sami naučili naše pse. Lizo sicer smo dobili, ko je bila 1 leto stara, ker je imel... Je že vedela, mi smo pa potem še nadaljevali urjenje, ker je imel prijatelj očetov, je imel mladičke, pa je potem pa je že tako. Bi še kdo kaj vprašal Saro? Izvolite. Ali pa v filmu, no? Da... V filmu, ja. Ja, seveda. Lepo, ja. Ja,
Dobro, da ste to rekla. Ga malo pokomentirati. Dobro, da ste to rekla, hvala za to vprašanje, namreč tudi mene je, kar skoraj nisem mogla verjeti, ne, da je to možno. Povejte, kako ste vi to doživeli? Ja, na koncu, ko tista psička, ko je, ali samček, mislim, da je bil, ko je rekel, tega bobnarja, ki mu jaz tako, od rečem. tega bobnarja, ko se je zastrupil, prav na solzica sem potočila prav eno solzico, ker tako tukaj pri nas moram reči, da tega v veliki meri ni. Lani sicer je bilo nekaj v dolini Dragonje, se je našel nek strup. Ne vem sicer, če je bil namenjen za pse, takrat morda je bilo za kakšno drugo žival, no, za kakšne lisice ali ne vem, kakšno drugo žival, ampak tukaj po večini res tega ni, tako da glede tega res moram reči, da imamo srečo. No. Sem pa slišala, pardon. Kaj ste slišala, da to je? Ne, tudi da na Hrvaškem recimo, da je kar precej tega. No. A da se to dogaja? Tako. No, mene to precej, moram reči, šokiralo in tudi v bistvu sploh nisem mogla dojeti tega razloga, zakaj bi to se počelo. A ne, niti jaz, ker pes ni ničesar kriv. Zdaj, če ti ne najdeš dosti tartufov, ker najde nekdo drugi, to ni kriv niti tisti drugi človek. On je pač prišel pred tabo, je našel tartufe in to je to. In če ima dobrega psa, zakaj to početi? Ne? Ker to bi pomislil, da je potem nekdo drug, ki je tudi nabiralec oziroma lovec. Seveda. Zato, da ne bi v bistvu da ne bi konkurenca v bistvu našla. na njegove terene, recimo. Tako. To bi bil razlog. Ja, sklepam, da ja. Ampak se pravim, pes ni ničesar kriv, hvala. No, gotovo, da ne. Tako da res mislim, tisti, ki to počnejo, ne vem. Kaj pa, no, se ta prizor, sploh ta odnos v filmu, ne, prav tega, kaj je bil s to berbo, ne, kaj je govoril, da je očka, mislim, je bil očka, ne, in zelo komični, mislim, tako res ljubeč odnos in malo tudi komičen, ne. Tako. In v resnici je bil to tako tak... Samotar mi je deloval bolj. Ja, pravzaprav so bili skoraj da vsi teli moški, a ne? Ja. No, razen Karlota, a ne? Ki ga je žena ves čas klicala, so bili pač, so živeli sami, a ne? Tudi niso imeli družina, ne? In hkrati so bili res tako zelo samosvoji, ne? Tako. Tudi tale, a ne, ki je napisal zgodbo o tem, zakaj ne bo več nabiral tartufov. Kako ste pa to vi doživela, Sara? Ja, tudi to. Po eni strani sem ga razumela, lih zaradi tega, ko je dejal, da je taka nevoščljivost, pa tudi verjetno se je bal, če bi imel psa, tudi da bi mu ga zastrupli, tako da iz tega vidika seveda sem razumela. Po drugi strani zdaj pa, če je bil njegov teren, ne vem sicer koliko veliko je to, bi lahko zagradil, pa nihče ne bi mogel priti tam, če pa bi strup bi pa še vedno lahko samo vrgli čez, to pa je tudi res, ne. Tako da mislim, iz tega vidika se ga je seveda razumelo, gospoda. Izvolite, gospa. Meni se je pa zdelo, da je bolj se boril proti pohlepu, ne, proti tem preprodajalcem, pravzaprav, ki so potem to veliko dražji prodajali, kot so kupovali. Tako sem nekako, no, ne vem, če sem prav razumela. Pohlep. Ja, prav izrazi so pohlep, to se mi zdi, da je pravzaprav ta film govori tudi o tem, ne? Seveda, ne, kako je Ja, ta pa samo zaradi denarja, ne? Ker je tak vas fin in potem seveda najde ciljne kupce in vse, ampak on je pa tisti, ki ima veliko profitira, ne, napram tem, ki to delajo iz užitka. Ja, tako in v bistvu, tudi če pogledaš z tega vidika, on zasluži toliko več, ne, kot nekdo, ki vse naredi, bi se reklo, naredi tisti najtežji del, pa ima malo tega, ampak okej, on to počne, kot ste rekla, sama zaradi ljubezni do tega, ampak tu pri nas pa res moram reči, da je tega dosti manj, no. Tudi mislim, da če se kupi po neki normalni ceni, ne pa zdaj za tretjino cene, kot naprimer v filmu, kot je bilo omenjeno. No, tudi pri teh prodajalcih, sploh pri temu se je videla, ne, da je tudi on nadaljeval delo svojega očeta, Tako, ne, ja. na nek način je se tudi podučil pri njemu, a ne, in imel je pa še neke svoje očitno zelo drugačne metode prodaje. Tako, ja. Zaradi tega pa pravzaprav so tudi te njihove stalni nabiralci, a ne, pravzaprav z njim nekateri prekinali, ne. Ja, seveda. Pa je te preprodaje tako recimo veliko ali gre tako, jaz sem pač prebrala, ne, da vi recimo, da pač pri nas gostilne kupujejo, da gre kar za direktno, se pravi direktno od vas. Ja, tako, mi najdemo tartufe. Tako. V moji družini je oče specializiran za prodajo, oziroma on se ukvarja s prodajo, tako da tudi jaz recimo, kadar najdem tartuf,
ga dam doma v hladilnik, ker ga treba hraniti v hladilniku, meni oče plača po ceni, kot se zmeniva, on pa proda po malo dražji ceni, pravim ne po tretjini, kot je bilo tukaj v filmu, zato sem tudi to že prej omenila. On pač malo dražje seveda proda, da ima tudi on od tega profit, tako da tako to pri nas poteka, oziroma seveda, če najde tudi on direktno, potem direkt proda. Tako da ja, tu pri nas gre za direktno prodajo v restauracije potem, brez tretje osebe. Ja, izvolite. Ja, jaz bi še rad eno filmsko vprašanje, ne, ki mi boste verjetno znali odgovoriti. Na koncu je bilo napisano, ne, da je ta film očitno bil na Sundance festivalu, ne, in da je produkcija tudi deloma tam. Zanimivo je, da so delali film Američani očitno, ne, o italijanski tradiciji. Ne. Tako da to me zanima, če imate kakšne podatke, ali kaj takega, ali bo to treba pogledati, ker je res neprecenljiv dar, ne, da smo lahko ta film videli. Še toliko bolj zabavno pa je, da mi sva ženo prejšnji teden kolesarila v slovenski Istri in v hotelu Belvedere je zvečer v restauraciji dišalo samo po tartufih, ne, ker očitno se je sezona začela, tako da je danes bil ta povezava na vohanje tartufov in tako naprej prav čudovit po okus vsega skupaj. No, tako. Še čisto sveža. Glede tega vprašanja, ne, kako do tega prišlo, moram priznati, da tega nekako me tako prevzela ta zgodba tega filma, ne, in tudi ta lepota, recimo tudi tega predela, ne, v Italiji. In nam je to sicer na nek način, ravno slovenska Istra je še vedno tako, niso to tako prostrani gozdovi, ne, vse je bolj mičkano, ampak hkrati imamo Slovenci kar veliko srečo, ne, da imamo še take, se tudi recimo, meni je Rezija zelo blizu, ker se ukvarjam tudi z ljudskimi pripovedmi, to so pač eni predeli, kjer še srečaš ljudi, ki živijo nekako tako, in to se mi zdi, da ta film zelo lepo sporoča, da je treba iti spet v to drugo smer, ne, spet bolj z enim, to, kar ste vi omenila, gospa Pohlep, ne, pač ta Pohlep pravzaprav je slepa ulica, ne. Zdaj, in ravno pri tartufih je pravzaprav fenomen ta, vi ste prej spraševali, ne, če se jih da gojiti, v bistvu se jih zelo težko in da se samo te črne, pa zelo malo je pridelka, namreč ravno to, da pravzaprav ene stvari ne moreš jih potencirati in jih več proizvesti, kakor je. In to se mi zdi, ne mislim, da bi zdaj prav to dobesedno prevajal na tartufe, ne, ampak je to mogoče, ta film meni zelo močan ravno zaradi tega, ker je te vrne, kako bi lahko bolj živeli v sožitju, ne samo s psi, ampak drug z drugim in tudi v sožitju z naravo. No. In je to en tak način življenja, ki ti odpira ena taka vprašanja, kako ćemo v tem svetu preživeti. Ne. In do kje se lahko ženeš. In tudi način tega iskanja je ta, kako lahko ti pravzaprav delaš. Ne. Zdaj, in to se mi zdi, ta dva, ki sta posnela tale film, ne, neverjetno sta tudi res očitno zelo na dober način pristopila k tem ljudem, ne, da sta, prosim? Ja, tam pa potem v bistvu so imeli te, ja, to. Zdaj, ni pa to čist, jaz sem pač iskala, ne, ker sem se hotela pripraviti. Ja, nisi mogel priti, saj jaz nisem, saj to mogoče, ker jaz nisem mogla do tega podatka točno priti, ne. Ja, in zato mi je tudi, veste, pol na Rezijo preskočila, ne, sam pač tako, da tega ne moreš tega podatka dobiti, ne, ali pa ga jaz nisem znala najti, no. Potem je to. No, jaz sem pač, nisem se zdaj poglabljala ure in ure v to, ampak sem poskušala malo, ne. Ja, lokacije se skrivajo, no. Ja. Tako. Ja. Kako pa je pravzaprav zdaj, ko ste tole rekla, a te prehodi čez mejo, ne, lahko greste na Hrvaško? Mi ne smemo iti na Hrvaško, ker tam rabijo licenco, potrebujejo licenco, ne vem sicer točno, če vse povsod, za vse terene. Pri nas licence sedaj še ne potrebujemo, tako da v bistvu vsak lahko išče, ampak se pravim, ne sme. Če želijo tam k nam, sklepam, da bi lahko, ampak moram reči, da ne hodijo k nam. A ne? Ne, vsaj iskati tartufe ne, nabirati gobe pa ja.
No, ampak recimo, tako kaj sem po Krasu, pa so tudi potem recimo Črni tartufi. črni, samo črni. Tako. Beli so pa samo v slovenski Do Istri. sedaj se jih je našlo samo v slovenski Istri, tako je. Malo od stroke. Ne? Ja. Gozdovi in vse to, kar je pokazano, je na lapornati podlagi. Ne? In vse tiste prsti so take tipične za slovensko Istro. Ne? Zato je mene zbodlo, ko ste vi na začetku omenili, da je severovzhodna Italija. In sem tudi jaz mislil, da je ta Furlanija. Ne? Ja. Samo iz odjavne špice je pa bolj vidno, da je Piemont. Ne? Piemont je No, in Piemont, tako, ja. da je pa Narobe tudi sem to tam rekla, podoben ja. teren in je tako, da je Ja. to. Ne? Ja. To pomeni, da je pač z zemljo na nek način to že omejeno, a ne? Ja. No, sej to je pač po svoje logično, ne? Bi še kdo kaj, zgoraj, veste, vas zelo slabo vidim, pol pa ne vidim, če kdo kaj dvigne roko. Aha, dajte. Ne vem, razmišljam čas dogajanja v tem filmu. Jaz mislim, da je to kar današnji čas. Mislim, da to je bilo ne. posneto leta 20, a ne? Ja. In vendarle so te ljudje že vsi, bi se rekli, v teh zelo že starejših letih, a ne? Ampak jaz mislim, da je to pač bilo prav mogoče leto, dve prej snemano, a ne? Ampak vendarle. Ampak jaz sem gledala recimo tam, ko so plesali, ne, ko sta bila na eni taki prireditvi ali veselici njihovi, kako so bili ljudje oblečeni, kako so plesali, ne? Ja. Se mi zdi, da je to bilo kar bolj nazaj, ne? Ne, jaz sem to povezovala, A da ne? je pač to v tem okolju, Aha, pač še zdaj. je še tak način, da je pač še tako na ta način, da imajo, tako kot imamo mi neke, ne vem, vaške veselice, druženja, pač dobro, to glasbo, ki ste jo pač, ki so jo zbrali, so pač te stare italijanske kancone, ampak na nek način, ne, meni je tudi kar ljuba slovenska Istra, no, pa imam pač, no, pač skratka ene ljudi tam, pa že dolgo časa hodim tja in včasih, še 20 let nazaj, so bile prav to čist druge vrste veselice, kot pri mojih sorodnikih, recimo na Dolenjskem, ne. So bili pač ta petje, pa vse tako, pa drugačni plesi, recimo, pa to. Vse to zdaj mečkam zamera tudi zaradi tega, ker je pač prav vedno več, ni vedno manj staroselcev, pa vedno več priseljencev, govorim za slovensko Istro zdaj, a ne. Tako da... Ja, tudi mogoče kakšni običaji, tradicije se malček potem zgubljajo z novimi generacijami. Ne? Ja. Potem pa to, kar ste vi omenili, zdaj, kar ste bili, a ne, da je potem so prav dnevi tartufov, to obstaja ali kako? Pri nas vem, da je bilo na Belvedurju, so imeli, ne vem pa, če letos, če se bo izvedlo, nisem po pravici povedano, nisem nič raziskala. Glede letošnjega dneva, vem pa, da tam je bilo. No, ja, jaz mogoče samo to, da ne bom pozabila, pa dam še vam besedo, zdaj se že nekako tako hitro teče danes čas. Prebrala sem tudi to, Sara, da na nek način, to, kar smo prej se pogovarjala, ne, da tukaj ti odpira vprašanja, kako preživeti, ne, kjer je tisti način. In vem, da vi, a ne, pač ponujate tudi to vaše podjetje, družinsko, ne, ja. Da se lahko kdo priključi, vas pač pokliče in pač se to naredi en take vrste izlet, dan, ko skupaj nabiraš potem, da doživiš to nabiranje. Tako, tartufov. ja, jaz upravljam tudi demonstracije lova na tartufe, ljudi se pelje na neko lokacijo, ponavadi jaz tudi tam podtaknem tartufe, no. Aha. Zato, ja. Tako je to, sem mislila. Ja, ma počakajte. No, povejte. Torej, v bistvu jaz najprej tole podtaknem zato, da se prepričam, da bomo dejansko kaj našli, potem pa se pustimo presenetiti naravi, da vidimo, če bo narava tudi kaj dala, no. Sicer bi verjetno velikokrat ne bi ljudje niti videli dejansko, kako tole izgleda, no. No, pač nekako tako, ko gledaš ta film, se ti zdi, da te to delo lahko popolnoma začara. A to drži ali je tudi zelo, zelo naporno? Mislim, seveda je naporno, tako bo reka pri sebi, če ne najdem nič, res sem zelo brez motivacije, utrujena, malček razočarana, zakaj sem sploh tisti dan se odpravila v gost, ampak po drugi strani sem se sprehodila v naravi z
psi, tako da vseeno so plusi. No, A greste tudi v težju ali to je treba, kadar je Če suho? močno dežuje, ne, ker tudi to otežuje potem psom, da iščejo tartufe, če pa mogoče malček rosi, pa tudi lahko, ja. Moraš pa paziti potem, ker je vse spolzko. Ja, sej to sem. Kje ste? Gor. A tamle gor? Zdaj sem pa na balkonu. Ja. Jaz sem bila pa navdušena nad Karlo, mislim, da je bil Karlo, ki je zlezel skozi okno v svobodo, po svoje, tako kot moramo mi, ki smo tule upokojenci, po svoje v svobodo. Izjemen konec, mi je bilo tako všeč. Ja, to je pa mogoče res, čakajte, da vidim, koliko smo mi, mi že Barbara tudi maha. To je pa mogoče to, kar ste vi zdaj rekla. Res, a ne, to je tako, pravzaprav je bilo tudi to nenavadno, a ne, ta prizor v cerkvi, pa kako pravzaprav ga je ta župnik, a ne, spodbujal, a ne, da vendarle je to res njegova strast in ki se ne neha. In sredi noči je pobegnil skozi to okno, a ne, v svobodo in spet tja do tiste Sove. Tako da jaz mislim, da tudi to, vsak ta človek, vsi so bili že kar v letih, pravzaprav kaže, kako je on lepo rekel, saj ne gledati na to, kar je že mimo, ne, svoji ženi, gledaj na to, kar je še pred nama. Ne? In to se mi zdi tako res en tak, dober, tak vitalen pristop, ne, k življenju. Mislim, da te lahko zelo obrne v eno tako optimistično smer. Ne? Da dokler smo tle, pa imamo res še veliko možnosti. Ne? Tako da jaz bi se vam čisto zahvalila, a ne? Danes je bil res en tak prijeten tale film in Sara, zelo sem vesela, da sem vas poznala, da ste prišla s psičko. Hvala za povabilo. Ja, tako da mislim, da bomo zdaj vsi nekako drugače doživljali, ne, tartufe in življenje z njimi na tak ali drugačen način. Tako da hvala lepa vam vsem. Ne. Hvala.